okviru tradicionalnih športno-zabavnih dogodkov Poletje v Vinici so pri Benetičevem mlinu, prizorišču Schengenfesta, pripravili koncert XXL Faktor. Pritegnil je množico obiskovalcev vseh starosti. Z velikim navdušenjem so pozdravili viniško skupino 2B, katere glavni pevec je Gašper Mihelič, finalist televizijskega šova X Faktor. Gašperja Miheliča Belokranjci dobro poznajo, se pogosto zapoje z viniško folklorno skupino in tamburaškim orkestrom Dobreč. Širša slovenska javnost pa ga je spoznala v finalu televizijskega šova X Faktor. Res mi ni žal, da sem šel na X Faktor in mislim, da če bi bilo še enkrat, da bi se mogoče tudi prijavil. Spoznal sem, kaj pomeni imeti pač kot dejansko 20 ljudi skrbi zate in pač samo ti si jim na brigi, kaj bojo s tabo delali, pač neverjetna izkušnja zaradi tega, tudi odrski nastopi na tako velikem odru, pa tako dosti ljudi, da te gleda, to je res neverjetno. Rivalstva in tekmovalnega duha pa med udeleženci šova Gašper ni občutil. Nasprotno, kot pravi, se je med njimi razvilo pravo prijateljstvo. Mi na X Faktorju nismo čutili nobenega rivalstva, med sabo smo bili res povezani in te vezi bojo ostale, mislim, da dolgo, vsaj iz moje strani, kaj se tiče. Jaz bom probal vsakemu pomagati, da bomo sodelovali skupaj, prirejali koncerte, kajti mislim, da skupaj smo močnejši. S tem se strinjata tudi Alma Merklin iz Prekmurja in Ana Soklič iz Bohinja, ki sta kot gosti nastopili na koncertu skupine 2B v Vinici. Mi smo uživali skupaj, se podpirali in definitivno je bilo najhujši del X Faktorja, ko je moral enen izpasti. Meni je bila izkušnja ta X Faktor najlepša izkušnja v mojem življenju, res. Odnesla sem veliko prijateljev, pač Gašper med drugim, Ana, Ajda in v bistvu veliko izkušenj sem dobila. Jaz nikoli prej nisem nastopala in samo naenkrat iti na tak velik oder, pa da te gleda cela Slovenija, je ena tak res zelo prijetna izkušnja. Veliko novih stvari je bilo tudi takih prijetnih, lepih prijateljstv, sklenjenih, ki smo zdaj ostali v stiku. Pa tudi marsikakšna neprijetna stvar, ampak jaz mislim, da to se vedno dogaja, ko se izpostavljaš. Ker če se izpostavljaš s svojim delom, vedno pride do tudi mogoče kakšnih nesporazumov, ki pa kasneje lahko obrodijo dobre sadove. Na kar sem pa najbolj ponosna je pa to, da sem v tem šovu, ki je le komercialne narave,
dala eno drugo dimenzijo glasbe, ki je pa mogoče malo manj komercialna. Na to sem najbolj ponosna. Something deep down said go on and cry, girl. When I saw you and the same girl that you was always talking about. Oh yeah, oh I read go blind boy. To je glasba, s katero se želim tudi naprej prezentirati, ki temelji le na interpretaciji, na pripovedovanju in tukaj sem doma. Ja, po X-Factorju v bistvu se mi odpira dejansko dosti novih vrat, pa tudi veze in dejansko lahko pridem lažje do enih ljudi, do katerih prej nisem in mislim, da bo to ena lepa popotnica za naprej, da bom lažje delal pač svojo glasbeno kariero. Ja, v bistvu zdaj so se res odprla mnoga vrata. V bistvu sploh ne vem, skozi katera naj grem. Ja, nič, v bistvu meni je dolgoročni cilj, da bom delala svojo glasbo, svoje komade, da bom pisala, da bom delala svoj zvrst R&B soul in ne vem, jaz se v bistvu veselim nadaljnih izzivov. V današnjem času težko prodreti na slovensko glasbeno sceno sta že občutila tako Gašper Mihelič kot Ana Soklič. Vsi so na Facebooku, ljudje se več tukaj ne družijo, ne hodijo ven na koncerte, na gledališča, ni to obiska. Vse se da zloadati, ni več prodaje albumov. Jaz bomo videli, kako bo prihodnje zdaj. Imam celoten material pripravljen, da ga izdam. Sem ga imela že pred X-Factorjem. Vrgla puške v koruzo. Kljub temu, da nisem imela nikoli preveč ljudi, da bi me pa le spodbujali k temu. Ker ljudje največkrat rečejo, če ni nekaj na prvo žogo uspeha, rečejo pozabi to, pa nekaj konkretnega se prim, pa nekaj s to muziko, ker ti ne bo nič prinesla. Tako da jaz sem vztrajala vedno in to se mi zdi, da je zelo pozitivno, ker večina kar obupa. Vsekakor pa ne bo obupal Gašper Mihelič. Moji načrti so definitivno, da bom ostal za 2B, da bom probal čim več narediti za to mojo skupino, da bomo imeli čim več nastopov, čim več novih singlov in da se nekako prodremo na slovensko sceno, kajti prej
tega nisem mogel, prej nisem mogel iz Bele krajine dlje, ampak zdaj sem prišel in mislim, da je zdaj pravi čas zame. Ja, jaz mislim, da Gašper kot vokalist je izjemen, ima take kvalitete, ki so zelo redke, da redko najdeš takšne kvalitete. Recimo to, da zmore takšno točnost. To pa njemu res cenim, ker je discipliniran. In ko je v težki situaciji, pa ko so pogoji niso najboljši, pa bo stisnil v sebe maksimum in ne bo nikoli pokleknil. To je zelo lepa kvaliteta. Pa nasplošno, da ga odnese k poje, no to. Ne krivim sonce, vsem topi se, čekaj imaš, čim se gre. On je super pevec, res, svetovnega kova, res, mislim. On uživa v glasbi in on v bistvu izraža sebe v glasbi, v petju in to se tudi vidi, no. Tega ni vsak sposoben. Kar je bilo, časi kot eno. Večnost pred nama. Nima smisla se napravljati. Na sebi vidim, da spremenil se vse. In nasmeh mi ne zbuja veselja. Vsak pogled mimo mene gre. Ko me poljubi, se ne ustavi čas. Na sebi vidim, spreminjam obraz. In nasmeh mi ne zbuja veselja. Vsak pogled mimo mene gre. Zdaj bendu na veliko ustvarjamo, pripravljamo nov singel, nov CD, rihtamo koncerte, evo, zdaj se dogaja za nami koncert, tako da res si želimo uspeti in mislim, da nam bo tudi ratalo s časom. Materiala je definitivno že za celovečerni koncert in pol. Tokrat so se navdušenemu občinstvu predstavili s komadi iz njihove prve plošče Frnikole. Zaigrali in zapeli pa so tudi veliko priredb svetovnih uspešnic ter njihovo novo skladbo, ki se že vrti na radijskih postajah. Poleg Ane Soklič in Alme Merklin sta z njimi zapeli tudi Betka, udeleženka X-Faktorja iz Prekmurja in Črnomaljka Martina Mravinec. Sicer pa se skupina 2B, v kateri poleg Gašperja Miheliča pojeta in igrata tudi njegova brata Primož in Jernej ter Novomeščana Luka Pate in Primož Hudoklin, že pripravlja na nove koncerte. Še nekaj jih bo to poletje, prvi v Slovenskih Konjicah. Gremo čez Gorjance z polnim korakom in res smo pripravljeni na Slovenijo. Zanesem se nase. 2B super so, res. Kaj bi jaz dala, da bi bila tak spremljevalni bend? V meni je poletje, slišim veter, ptice petje. Vidim svet okoli sebe, srečen, ker sem našel tebe. Čutim
imamo v duši. Zanesem se nase, čestvi se mi poruši. Skupina 2B s svojimi gosti, ki je vztrajala na odru kar nekaj ur, je dodobra navdušila obiskovalce koncerta na Vinici in tudi ogrela njihove dlani. Se ne bom bal, ne bom se bal, ne bom se bal, ne, jaz nikdar. Vinica, a ste tukaj, a ste z mano? Finalisti X-Faktorja so se z veseljem fotografirali z obiskovalci koncerta in podelili nemalo avtogramov. Vsem, ki sanjajo, da bi šli po njihovih stopinjah in se udeležili kakšnega podobnega šova, pa svetujejo. Če o tem sanjajo, naj grejo, ampak morajo pa se zavedati, da to ni tako enostavno. Zelo trpi psiha, moraš biti res zelo močan. Jaz sem to skozi vdajo spoznala, tako da je fajna izkušnja, ampak moraš res zelo trdo delati. Za bliščem na televizijskih zaslonih se namreč skriva veliko trdega dela. Ogromno dela je, res. Ne vem, vaja, potem tudi, ne vem, so tudi lepe stvari, ne vem, za punce recimo maskiranje, pa frizura, pa oblačenje, ampak moraš pa imeti zelo dobre živce, res. Gašper Mihelič jih ima pa tudi veliko željo uspeti na slovenski glasbeni sceni in kot pravi, zato je pripravljen trdo delati. Petje je moje življenje, kajti bi rekli mi Belokranjci, drugega ne znam.